Dober dan! Spet nas veseli, da smo se zbrali tukaj v našem prelepem Ribnu. Najprej bi rada pozdravila vse igralce, ki vam bodo danes predstavili svoje igrice. Včeraj smo že preživeli en čudovit dan, kar težko smo šli potem narazen, toliko je bilo ene pozitivne energije in toliko lepih predstav smo si pogledali. Katere predstave si bomo danes pogledali, vam bodo povedale učenke z podružnične šole Ribna. In jaz vas zdaj pozdravljam v imenu obeh dveh podružnic, ker pa imamo tudi gostjo z naše šole, našo pomočnico Heleno Fojvoda, bom pa tudi njo povabila, da vam par besed pove. A ste za to? No, prosim, gospa Helena, če lahko pridete na oder. Dobar dan tudi v mojem imenu. Jaz bi pozdravila vse obiskovalce. Posebej bi pozdravila predsednico Kulturnega društva Ribno, gospo Mihajlo Pesara. Poseben prisrčen pozdrav pa vsem igralcem, mentorjem in učiteljem šol, ki bodo danes nastopile. To sta dve šoli zdaj na začetku in sicer osnovna šola dr. Janez Mencilija Bohinjska Bistrica, podružnica Srednja vas in pa osnovna šola profesor dr. Josip Klemen Bled, podružnica Ribno. Jaz bi ob tej priložnosti še izkoristila in se res zahvalila učencem in učiteljem podružnice šole Ribno za to, da so to srečanje sploh pripravili, kar ni najčkaj zavodati. Jaz bi rekla, da letošnje srečanje poteka pod motom Meje nas združujejo. Zdaj, ob besedi meja nas večina dobi asociacijo, da so to te politične, državne meje, za katere običajno potrebujemo dokument, da jih lahko prečkamo. Redko kdaj pa pomislimo, da gre mogoče za miselne, mentalne meje, za katere pa ne rabimo dokumentov, ampak jih je zato običajno precej težje prečkati. Tukaj nam pa na pomoč priskoči gledališče. Namreč, že samo ustvarjanje gledališke predstave v bistvu zahteva, bom rekla, razmišljanje, poglobljeno, ustvarjalno razmišljanje. Predstave nas torej v bistvu na nek način vodijo, vzgajajo in vsaka predstava ima tudi svojo vzgojo vsebino. Bom rekla, predstave nas vzgajajo, nas nasmejejo, se nas dotaknejo in nas bogatijo. Tako da, jaz bi rekla sledeče. Zdaj, med predstavo v bistvu igralci zavzamejo vedek, zavzamejo svoje mesto v pravljici in postanejo enaki. Ampak v vsaki predstavi imajo svoje mesto tudi gledalci. Namreč, če se oni v predstavo vživijo in jo doživijo, jo lahko zavito bomo rekli, v paket svojih čustv in spoznanj, svoje življenje in delajo svet lepši. Tako da jaz bi danes prepustila čim prej v bistvu tale oder igralcem, da pred nami s svojimi besedami in gibi razgrnejo svoje miselne zadivide. Vam cenjeni obiskovalci bi pa želela, da se vdivno namestite, uživate in vživite v predstavo. Srečno! Hvala lepa! Zdaj, jaz bi se pozabila pozdrav in vam čestitati, dragi učenci, ker ste uspešno zaključili bralno značko. In zdaj mislim, da si lahko sami sebi zaprostate, ker bom povedala številko, koliko vas je zaključila bralno značko na matični šoli na Bledu in obeh dveh podružnicah. 205 učencev. A ni to za zaploskati? Ne sedite samo pred računalnikom, ampak tudi berete. In še enkrat iskrene čestitke.
Ker smo pa mi gostje v tejle dvorani, bi pa jaz rada povabila na oder še našo predstavnico Mihajlo Peserer, ki je predsednica društva Rudi Jegletič iz Ribnega in moram reči, da zelo vzorno sodelujemo. Mihajla, prosim, če prideš na oder, pa še ti par besed poveš. Lepo pozdravlja v imenu kulturnega društva Rudija Jegletiča Ribno, ki drugače deluje v tej dvorani in ima tukaj svoje prostore. No, naše društvo nosi ime po Rudiju Jegletiču, ki je bil nekdanji učitelj na tukajšnji podružnični šoli v Ribnem. In on je začel z gledališčem tukajle in mi nekako nadaljujemo njegovo delo. In moram reči, da res zelo dobro sodelujemo z osnovno šolo tukajle v Ribnem in pravzaprav nam ona vzgaja ta podmladek in da se kasneje potem, ko odrastejo, tudi vrnejo nazaj tukajle v društvo in igrajo naprej. Jaz vam želim v imenu društva veliko gledaliških užitkov na današnjem srečanju in tako nastopajočim kot vam v dvorani eno lepo dopoldne, da se živite tukajle v Ribnem. Hvala. Pa malo gumicija, veste, a ne? Zdaj pa uživajte. Si zjutraj pazila, ko ste se peljali iz Bohinjske Bele, kako lep je naš blejski grad, ponosno stoji nad jezerom in kako prekrasno svetljenje po noči. Povedala ti bom zgodbo. Sredi velikega ravnega polja je stal grad Gradič. Nikogar ni bilo tam, le svetlo sonce je sijalo nam. Ponekod priti mu Sibuca in ga vprašal: grad Gradič, reci mi, ali tukaj kdo živi in kdo živel tam? Prisluhniti grad Gradič, ki so pripravili učenci podružnične šole Srednja vas iz mentorice gospod Nado Calar. Sredi ravnega polja je stal grad Gradič. Nikogar ni bilo na polju, le sonce je sijalo. Nekega dne prileti muha do gradu. Pride do gradu, potrka in vpraša: grad Gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Nihče se ne oglasil in muha vzletel v Gradiček. Malo zatem jo skaklja bolha. Pride do gradu, potrka in vpraša: grad Gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Jaz, muha Sitnica. A kdo si ti? Jaz, Boga Skokica. Pridi, le pridi, tu je lepo, stopi Gradiček, meni je toplo. Zdaj živita v gradu muha Sitnica, Boga Skokica in proti gradu leti komar. Pride do gradu, potrka in vpraša: grad Gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Jaz, muha Sitnica. Jaz, Boga Skokica. A kdo si ti? Jaz, komar piska. Pridi, le pridi, tu je lepo, stopi v Gradiček, meni je toplo. Zdaj živijo troje, v ravnem polju, a pri drobi viška. Do gradu, potrka
vpraša. Gradiče živi, ali tukaj kdo živi? Jaz, juha sitnica. Jaz, boka skokica. Jaz, komar piskar. A kdo si ti? Jaz, reka. Pridi, le pridi, tu je lepo. Stopi v gradiček, meni je toplo. Zdaj so v gradu že 4 stanovalci. Iz mlake, on strahulja, pa preskaklja žadica. Pride do gradu, potrka in vpraša. Grad, gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Jaz, juha sitnica. Jaz, boka skokica. Jaz, komar piskar. Jaz, piška dolgoredka. A kdo si ti? Žabica kvakica. Pridi, le pridi, tu je lepo. Stopi v gradiček, meni je toplo. Zdaj je v gradiču že 5 stanovalcev. Iza grma priskaklja zajček. Pride do gradu, potrka in vpraša. Grad, gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Jaz, juha sitnica. Jaz, boga skokica. Jaz, komar piskar. Jaz, piška dolgoredka. Jaz, žabica kvakica. A kdo si ti? Jaz, zajček zrnotete. Pridi, le pridi, tu je lepo. Stopi v gradiček, meni je toplo. Joj, koliko jih že živi v gradiču? Prav po lisičje se ga v gradu priplasi lisička. Pride do gradu, potrka in vpraša. Grad, gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Jaz, juha sitnica. Jaz, boga skokica. Jaz, komar piskar. Jaz, piška dolgoredka. Jaz, žabica kvakica. Jaz, zajček bržapete. A kdo si ti? Jaz, lisička sestrička. Pridi, le pridi, tu je lepo. Stopi v gradiček, meni je toplo. Ojoj, koliko jih je v gradiču? Ali je še kaj prostora? Ugasnejo luči in zaprejo vrata. Okrog gradiča pa pride kosmat volk. Pride do gradu, potrka in vpraša. Grad, gradiček, reci mi, ali tukaj kdo živi? Jaz, juha sitnica. Jaz, boga skokica. Jaz, komar piskar. Jaz, piška dolgoredka. Jaz, žabica kvakica. Jaz, zajček bržapete. Jaz,
lisička, sestrička. A kdo si ti? Jaz si Vokrabež. Pridi le, pridi, tu je lepo. Stopi v gradi, če k nam je toplo. Živali so med seboj prijele volka, ker ni bilo dovolj prostora, so njegove tace molele ven. Zdaj so ga spali in sladko sanjali. Muha po sladki marmeladi, volka s kokico v cirkusu, zaskače hip-hop, komar o tem, da mi nekoga dobro popikal, miška v velikih ljuknah v siru, jabica, da bi pila na tekmovanju, zajček, da bi našel 5 peresno deteljico, lisička pa je sanjala o tem, da bi jo igrali za kraljico živali. Volka pa je tako zebla v tace, da se je takoj prebudil. Proti gradiču pa se je prav počasi zibal velik medved. Pride do gradu, potrka in vpraša. Gradiče, reci mi, ali tukaj kdo živi? Jaz, muha slipica. Jaz, boga skopica. Jaz, komar piskar. Jaz, miška dolgorebka. Jaz, žabica kvakica. Jaz, zajce gozdopete. Jaz, lisička sestrička. Jaz si Vokrabež. A kdo si ti? Jaz, Teptur, sedem na grad in nas vse Prestrašeni se razbežijo, medved sede na grad in ga potepta. Gradič je stal, medved nam se je usedel in ga poteptal. Kdo ali kaj? Butalec. Koga ali česa? Butalca. Komu ali čemu? Butalcu. Koga ali kaj? Butalca. Pri kom ali pri čem? Pri butalcu. S kom ali s čim? Z butalcem. Dobro ti grejo skloni. A vedno so butalci naslov zbirke humorist pisatelja Frana Milčinskega. Objavljal jih je v raznih časopisih, kot zbirka pa so šli po njegovi smrti. Butalci so prebivalci izmišljenega kraja imenovanega Pskala. Imajo se za pametne pomembne, čeprav so v resnici precej omejeni. Pojem butalski v smislu omejen se je tako prijel, da so ga sprejeli tudi v slovarski nemškega knjižnega jezika. No pa si oglejmo igro Butalci, ki so jo pripravili učenci podružnične šole Ribno in direktorico gospo Nušo Poljanec.
natančno premislimo in dejansko pregledamo pregledno stanje, pa tudi tukajšnjo in zdajšnjo stvar. Neizmerno se bliža čas volitev novega župana. Zatorej! Izpustite občinsko življenje, šprica Marogla, občinsko uš, da določi, kdo bo novi župan. Čiga glava zide, tam bo novi župan. Kuhinje. Saj ste vsi videli, Da se šprinca Marogla ni prav nič premišljala in je znova zlezla v bujne lase našega župana. Živeli naš župan! Živeli naš župan! Živeli naš župan! Živeli naš župan! Nekaj absolutno grozno pošastnega. Cefizelj! Kaj? Ja, cefizelj! Jaj! Cefizelj je prišel v našo vas in storil nekaj groznega. In da je storil nekaj groznejšega. Kaj? Rekel mi je policaj. Zelo verjetno je v vasi cefizelj. Vse se mi tako zdi. Jaz nisem nič vprašala. Pa kje, pa kaj, pa zakaj? Pa sem jo samo pobrisala. Potem so pa prišli gospod župan. In rekli. Kaj sem rekel? Pa kaj je rekel? No, kaj so rekli, gospod župan? Ne vem, ker si se ti, ženska, zadrla in prepogdila. Ampak zagotovo je bilo nekaj groznega. Ja, kaj se pa zdaj ti treseš? Cefizelj! Kje? Tam! Pa kje? Pa v tistem, no. Pa v katerem tisto? V njenih sanjah. To, dragi moji sobutalci, to je tisto, kar nas tišči. Ta grozni strah pred strašnim razbojnikom Cefizlom, ki je že 7 ljudi zadušil, pa 3 ženske. Kako pa da gospod župan to? V časopisu je prebral. No, jo gospoda župan, ampak vi pa ja ne znate broj. Je pa na slek videl, a ne? Torej prejdimo k stvari. Temu razbojniku, temu Cefizlu je treba enkrat za vselej preprečiti, da bi strašil naše vrne butalce, njihove otroke in stare mame, da ne bo kradel več butalskega denarja in da se ne bo več vpletal v sladke sanje naše France. Tako je! No živi naš župan! Prosim vas, vrni sobo
hvala. Stvar je torej ta in sledeča. Cerfizem ne sme niti več z mezincem stopiti na naša vrla butalska tla. Našo moč! Predlagam, da prehod v butale postavimo tablo in na njo napišemo Cerfizlu prepovedan vstop. Ne bodimo reve, raj napišimo Cerfizlu strogo prepovedan vstop. Moški ste od nekdaj porazljivci, napišimo Cerfizlu najstrožje prepovedan vstop. In pika. Pa še klicaj za povrh. Kot pravi moja stara, napišimo. Naša mladina ni Nepovedna danes snaga, naša zemljo in mladino naj pusti pri miru. Naši krajni že naj se ne dotika kakega špilika. Nepovedna danes snaga. Našo mladino in živino naj pusti pri miru. Naši krajni že naj se ne dotika. Straža! Ja, gospod župan. Ti boš po noči. S kapo in helebardo stražil ob napisu. Zakaj po noči? Zato, ker je dan v butalah le podnevi in je po noči tema in se je po pravici bati, da se bo tujec Nepovedna danes snaga, tuj bo. Vlazil le po noči in ne bo videl naše neustrašne prepovedi. V primeru pa, da pride Cerfizem. Nepovedna danes snaga, tuj bo. In ne zna brati, bo 4 ura ponosno prebral, kar piše na tej tabli. Cerfizlu najstrožje prepovedan vstop. Klicaj. A jaz? Ti, ja. To bo strokovni izpit, preden postaneš pravi policaj, tako kot sem jaz. Pa srečno. Luči se, kako me je strah, ker smo jo takole zagodili Cerfizlu. In taka odgovorna naloga zame, da rečem, da varda. Strah me je, da ne bi zaspal, pa bi me pa spet župan za ušesa vlekel. Zdaj me pa še črvič. Veste, odkar so mi žele ukradli, si sam kuham. No in dan sem si prav na hiter prvošel ena jabolka. Zelena, še fajn, kisla. No in pol sem čist popil krvne cajt, ki so ga mleka. Ma doncaj pasan. Ja, zdaj mi pa še črvič, ampak to bilo zagotovo zaradi tega, ko so bila jabolka županovega vrta. A, gospod župan, saj nam več. Kam naj grem, kako me svija, hoče da me kdo vidi, ampak jaz moram pa vse videti. Kaj če pride Cerfizem? Joj, še bolj vesti ste, če sam pomislim na. Grmovje! Sem se skrijem, vi pa preč, glejte. Ja, na guna stran, pa se opite, če kaj je bilo. No, odtegli ali preč. Jana, zdaj pa dobra. Nekaj me drži za hlače. Eden me drži za hlače. Na pomoč, gospod župan, Cerfizem. Ura je 3 zjutraj. Kaj hočeš ob taki pozni uri? Gospod župan,
tem. Pridite mi pomagati. Ne morem, v postelji sem. Ampak gospod župan se fizla drži. Pa ga spusti. Sem ga, pa on mene noče. Na pomoč. Se fizal. Gospod župan. O, dober večer. Sej ne more biti res. Dva se fizla. Eden spredi, eden pa zadnji. Na pomoč. A ste že videli, kaj bolj butalastega, kot so pa butalci? Pa kakšno tablo so postavili? Čakaj, jo obrnem, kljub tam lahko prebral. Se fizlil naj srto že prepovedan vstop. Krščen Matiček, te smo veliko upajo. Kaj zjutraj? To se pravi zdaj, jih moram podučiti, da me taka tabla ne bo prestrašila. Koga pa naj z njo? Zakidati pa dobra. O, glej, ti si pa nov v našem mestu. Jaz sem Kozmija Buta, desna roka župana, tako rekoč, mogoče kdaj še župan, da se ne bi tista presnita šprinca na roba zavila v njegovo voščavo zapletla. Kdo si pa ti? Jaz sem pa Cepetel, ja, Cepetel. A Cepetel? Nisem te še videl kot. Gotovo si pameten, da se kar bliska, kaj? Čakaj, da te preizkusim. Torej, Cepetel, leščerba modrosti, bakla učenosti. Pa povej, kaj nesem v košu? Če uganiš, ti dam vse pomaranče, kar jih je notri. Ja, pomaranče, gospod Buta. Glej, če uganiš, koliko jih imam, ti dam vseh 50. Ja, 50, gospod Buta. Strela nebeška. Če uganiš, pa poveš še to, kako je ni moji ženi Katri, pa ti dan še njo. Kar brojo naj bo. O, ne, tako pa že nisem neumen, da bi imel vašo ženo, ki je Katra ime. Kar obdržite jo, pa svoje pomaranče tudi. Ti si mi čuda pameten, a te ni škoda, da takole naše ceste kidaš. Če rabiš gnoj, ti ga takoj en koš dam. Sej ne kidam za vašo žvino, vašo neumnost kidam, da vam ne zraste čez glavo. Sploh pa nisem Cepetel, ampak strašni razbojnik Cefizl. Strela nebeška, reši se, kdor se more. Imamo krojača, ki se mu pravi rabel, ti bo vzel mero okrog vratu. O, prosim, gospod policaj, dokler še lahko požiram. En sam majhen vaš koruzni hlebček bi rad snedel. Tako dobrih kot pri vas, ne peko nikjer druge, pravijo. Naj ti bo, če že tako hvališ naše hlebčke, ampak glej, da se takoj vrneš. Tu, pred vrati te čakam. Dolgo se mu ti Cefizl v pekarni. Najbolje, da preveri, če se mu ni kaj pripetilo. Hej, Pik, si kaj videl Cefizlja? Cefizlja? Ne, to je bil le nek sila prijazen gospod, ki ve, kakšen je dober kruh. Koruznega ni mogel prehvaliti, no, pa je že šel. Pri zadnjih vratih je šel. Tiš mi, pri zadnjih vratih, da je všel, mu že pokažem, samo da ga dobi roke. Hop, Cefizl, a te imam kaj
bi bilo kar malo hudo. Tiho, pa marš z mano! Gospod policaj, spet so mi zadišali vaši rumeni, slasti, butalske koruzni hlebčki. Lepo bi vas prosil, ali bi lahko? Naj ti bo, ampak če me potegneš tako kot zadnjič. Obljubim, gospod policaj, takoj bom nazaj. Ti si rezi, a jaz pa sem še bolj. To pot mi ne vidiš, pri zadnjih durih te čakam. No, zdaj bi bil že čas. Najbolje, da preverim. Hej, Pik! Je cefizel še not? Kateri cefizel? Kje je? Tisto, da je bil cefizel, pa saj mi je pošteno plačal koruzni hlebček. In še pohvalil ga je. Pri prednjih vratih je šel tako, kot vsak poštenjak. Lepa reč, poštenjak, kaj? Čakaj, ko te spet dobim v roke. Hop, cefizel, a te imam kaj? Ti že pokažem, kdo je butalski policaj in komu boš uhajal. Ni vas bilo prebrati, pa sem vas iskal, res, ves dan, do tele ure sem vas iskal. No, pa sem vas le našel. Dovolj te imam, marš z mano, uječo. Gospod policaj, vem, da sva zadnjič skupaj, saj veste. Samo še en majhen vaš koruzni hlebček bi rad snedel. Tiček ti, bi mi rad spet ušel pri tistih durih, kjer mene ne bo. Ne boš, jaka, daj sem kaj cekin, grem jaz kupit koruzni hlebček. Pa me ti čakaj tukaj. Ti preslepti cefizel, tako sem jezen, da bi kar zaklil. Ampak niti ni lepo, sram te bodi nesnaga, županu te povem, da veš. Tile koruzni hlebčki so nagnusno dobri. Ej, butalci, moji butalci, imajo odličen moj. Ravno prav dežja in sonca, kakor v paradižu živi. Le pameti nimajo, pameti prave. Ste ga slišali, razbojnika? Zdaj nam bo pa še pamet solil. Ste slišali, ko imamo v izobilju vsak drugih dobrot, ni vrag, da ne bi imeli še pameti, kolikor jo je treba. Ja, za denar je naprodaj vse, potem bomo v butalah brez napak. Sem slišala za mesto, kjer imajo pod mostom 9. šolo, da imajo tam toliko pameti, da jo v sodih prodajajo kakor kislo zemlje. Če je res, kakor ste slišali, potem je nujno treba na pot po vedro pameti ali dve, kakor bo kazala cena. Tako, gospod župan, kakor ste ukazali. Lepo okrašen boš s cvetjem in zelenjem. Tako je prav, da se bo vedelo, da se butalski župan po pamet pelje.
da je to ne tuje mesto. Dobar dan, krčmar. Dobar dan, s čim vam lahko postrežem? Izbudal sem in rad bi kupil pamet. Dobra in prava mora biti in ne predraga, drugače je ne kupim. A izbudal pravite, da ste? Ali niste mogli bolje zadeti, kot da ste se ravno tukaj ustavili? Postregel vam bom s pametjo najboljše vrste, pa še skoraj za stombo. Kar v krčmo stopite, gospodinja vam bo postregla. Jaz pa s hlapcem pa pamet stopim. Pa hitro naj bo, saj veste, kaj bi s počasno pametjo. Brez skrbi. Hlapec, poslušaj. Ujemiva misl. Ja. Daj jo v sod. Ja. Sod zamaši. Ja. In ga naloži na voz. Ja. O, krčmar, ste že prinesli pamet? Je že v vašem sodu. Torej za vas vse skupaj znese 2 cekina in pol tretjega, prosim. Hvala, sem že mislil, da bo pamet dražja. Pa še bom prišel, če nam bo pamet pošla. Kaj pridete, pri nas je pamet do roba, kažete. Hvala, pa srečno! Bože! Žene! Pamet sem pripeljal! No, in kje je pamet? Če ste pripravljeni, bom sod odmašil, da se boste na lastne oči prepričali. No, kole. Joj, kaj pa zdaj to? Nekaj mi je od ust skočilo. Pa je tale pamet res pametna, najprej jo poljubila župana. Ja, in prav nič ni premišljala, kam gre, naravno v županovo hišo. Kam spada? Nekaj me grize po desnem bedru, če ni to vest. Pravijo, da vest grize. Bojim se, da dela na gre. Notri je božje pravilo, mi pa tu zunaj. Ne sedimo zunaj brez vzroka. Cerkev je predesna in napačen prostor, kjer sedimo. Napačna je le cerkev, ker ima zid za našim hrbtom, namesto, da bi ga imela pred našim nosom. Dajmo, povečajmo cerkev, pa ne bo sosede več grizla vest po desnem bedru. Raztegnili jo bomo, saj se tudi čevelj raztegne, če ga daš na kopito. Poskusimo, če ne košta. Dragi butalci, slecite suknje, jaz pa bom medtem pomeril, za koliko bo treba povečati cerkev, da bomo sedeli, kjer sedimo, ampak ne zunaj cerkve, pač pa znotraj. Ja, ravno za eno suknjo jo bo treba raztegniti. Hi-hat! Hi-hat! Še bo treba. Hi-hat! 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 Poglej,
večji cerkev. Hvala Bogu. Sedaj smo lahko v cerkvi tudi tisti, ki prej nismo mogli biti. Ne bo več pretesta in koga bo naslednjo nedeljo videl pred cerkvijo, mu bo trda predla. Tesno nam postaje tu, v našem mestu. Ljudje in ženske se selijo. Dragi butalci, prav je, da skoraj že spremate novosti in greste po svetu. Kjerkoli pa se boste postavili v gnjišča, ostanite to, kar ste. Butalci! Zdaj bi pa med nami pozdravila tudi prijatelje Slovenj Gradca, in sicer je to osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu, podružnična šola Razbor. Katero igrico vam bo predstavila, vam pa ne smem povedati, ampak pred njimi se vam bojo pa še enkrat predstavili naši prijatelji iz srednje vasi in mislim, da je prav, da jim kar zaploskate. Veste se knjiga Mali princ s svojimi 288 prevodi uvršča med največkrat prevedene knjige vseh časov? Zanimivo! Vem, da je pisatelj dal odraslim 5 nasvetov za boljše življenje. Prvič, vračajte se k otroški ustvarjalnosti. Drugič, ne jemljite stvari tako resno. Tretjič, vzemite si več časa zase, pa boste srečnejši. Četrtič, pojdite si novim odkritjem nasproti. In še petič, najbolje izbirati srcem. In si lepo povedala, predstavo srečanja ali pozdravljenemu princu so pripravili učenci podružnične šole Srednja vas z mentorico gospo Nado Carar. Deček, kje hodiš? Iskala sem te. Na igrišču sem bil, igral sem se. Deček, povej mi, se zdim stara, utrujena? Ne, babica, meni se zdite vedno enaki, nič niste videti utrujeni. Deček, poglej, kako lepo jutro je, tako se veselim vsakega novega jutra. Tudi jaz se ga veselim, toliko novega prinaša, da se grem pa igrat. Ko se boš naveličal igrat, ne prosim nobene rože, Ivanščice. Deček, kaj pa postopaš okoli? Čas je dragocen,
Čas je denar. Zakaj se ne lotiš kakšnega koristnega dela? Čas, da je denar. Kaj takega? Naigral sem se s prijatelji, zdaj sem pa nabral rože za babico. Kakšna potrata časa. Dvesto, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000, 2200, 2400. Spet sem nekaj malega obogatil, ampak nisem še resnično bogat. Kaj pa boš z rožami, ki jih boš prodal? Ne, za babico bodo. Kaj pa boriva z njimi? Na trg pojdi in jih prodaj. Ne bom jih prodal. Babica bo rož vesela in bo rekla, rože me spominjajo na mladost. Kakšna neumnost! Traparija! Rože so primerne za prodajo, kdor pa bi jih rad občudoval in vonjal, ne izplača, pa pika. Sicer pa nimam časa. Delo čaka, časa ni. Čas je dragocen, čas je denar. Srečno, bogataš! Dela se pa primi poba. Zdravo, Kloven! Zdravo, Kloven! Povej mi, zakaj si tako žalosten? Mrklovni ne smejo biti žalostni. Povem ti, deček, človek je utrujen, ko se mu drugi ves čas smejo. Ali ni veselje druge spravljati v smeh? Kaj pa jaz? Utrujen sem, bolan od smeha, žalosten sem. Pa saj se ljudje ne smejijo tebi, temveč tvojim šalam, vragolujam. Vem, deček, dan brez smeha je siv, smeh je kot sonce po dežju. Ampak jaz bi si rad malo oddahnil. Kako lepe rože si nabral, za koga pa so? Za babico. Že vem, to je tista prijazna starka, ki je vedno nasmejana. Ja, to je ona, zanjo sem nabral rož. Srečno, Kloven, in ne bodi več tako žalosten. Hvala, deček, se vidimo. Kaj nisi ti mali princ? Kaj nisi ti deček, kam tako hitiš? Saj ne hitim, danes je dan srečen in kakor praviš ti, rad bi gledal srcem. Saj ne gre le za to, danes vsi preveč hitite. Ljubiti je najlažje, da ti ljubezen pa je najtežja. Saj ne bom več tako hitel. Dobro, samo počasi, korak za korakom naprej. In kam si namenjen ti? V puščavo poiskam svojega očeta, letalca. Srečno, mali princ. Srečno, deček, in hiti počasi. Srečal sem babico, zaželela si je rož. Srečal sem bogataša, ki je štel denar in govoril, delo, delo. Srečal sem obljubkanega klovna. Srečal sem malega princa, ki mi je dejal, hiti počasi. In jaz, kaj moram, če bi moja duša rada dobila krila? Kaj moram, če bi rad sedel na vlak domišljije in se popeljal v deželo sam? Mudi se mi, strašno se mi mudi, kaj je zdaj tu? Halo, je kdo tam? Tako bogataša ni, pa ravno on govori, da je zlato. Zdravo, tekač, daj, ustavi se malo. Ne moram, nimam časa, hitim, da ne zamudim. Hej, tekač, kam tako hitiš? Saj ni važno, kot in kam ne teskop. Važno je, da se mi mudi in da hitim in da ne zamudim. Kjer je to način, kako živim.
Kam te to pripelje? V življenju boš marsikaj zamudil. Glej, ti mi boste le pametati, da ti. Niti rož, nisi dobro poduha, niti klovno, nisi zares neslovni. Si se človek sam podrži, bi pa učil druge. Saj se trudim. Nimam časa, ujeti moramo kataša. Družba je družba, posel je posel. Hitim, da ne zamudim. Kaj te kač, nekoč se boš moral ustaviti. Vem, morda za to hitim. Babica, poglej, kako lepe rože sem ti nabral. Kaj rože? Denar, kolikor imaš, toliko pri ljudeh veljaš. Hej, bogataš, končno sem te ujel. Deček, hvala ti za lepe rože. Te imam najrajši, spomenijo me na moje otroštvo. Da, otroštvo. Človek ves čas išče v sebi otroka. Sadja od potovanjih, v vlakih in na galeriji. Vsi ste tukaj zbrani, samo malega princa ni. Kje pa je mali princ? Kaj pa jaz, vem, gotovo se mu vdi in teče kam. Kje pa? On že ne. Morda se je spremenil in štej denar. On že ne. Deček ima prav. Poglejte, kdo je tam na luni. Nadlito mali princ, pozdravimo ga. Mali princ, pozdravljen. Kdaj se vrneš, da nam znova poveš, kako je z ljubeznijo? Vsak mora iskati sam. Jaz sem lahko le zvezda ljudi. Slic, ki pravi, da pravi si več. Verjemite, ki pravi, da sem jaz ljudi. Na tablico Obutem mačku. Obuti maček je pravljičen lik, ki sta ga ustvarila brata Grimm. Je personificirana žival, ki z iznajdljivostjo in zvitostjo svojega gospodarja spremeni v bogatega grofa. Morda bereš moje misli? Veš, da so učenci podružnične šole Razbor z mentorico gospo Aleksandro Grabener-Junke pripravili igro Obuti maček? Ja, vem, in maček pravi: Vse je mogoče, če se le hoče. In s tem se premoženje pokojnega mlinarja Toneta Sove s pomočjo pravičnega sodišča razdeli med njegove sinove. Najstarejši sin Martin bo dobil posesti mlin, srednji sin Metod osla in trgovsko pot. Ostane maček Žaklju. Tako je, ostane hišni maček Fric, ki ga dobil bo tretji in najmlajši sin Matic. Nesramnost, goljufija in krivica. Z mlinom in nosom sta brata prišla do poklica, da bosta živela, če bosta hotela, lepo in pošteno od svojega dela. Medtem ko bom jaz obogled in čast, ker bom moral beračita pa krast, ker pošteno s to mačko ne morem početi, drugega kakor od lakote umret. Mladeni, čemu ta neprimerna jeza? Če te kaj moti, če imaš kaj proti, pritoži se po zakoniti poti. Vsaka pritožba mora biti podana, skladno s predpisi ustreznega organa. Nočem mačka, rad bi svoj enakopravni del. Torej ga nočeš, no tudi prav, si boš pa sam kriv svojih težav. Maček bo torej pri nama ostal? Dajte mi mačka, prepriči takoj, ker maček ni vaš, ampak je moj. Če ti je težko, z veseljem ti bom napisala pritožbo, čisto zastonj, a ne buci, ti sladki moj muc. Dobro premisli, da te ne bo žal, muc te ne reši denarnih težav. Fant je še mlad, ne ve, kaj bi rad. Tu si varen pred sodnikom, pojdi in se znajdi sam. Hrane nimam niti zase, kaj šele, da je tebi dam. Pri meni ne moreš na zapečku sedeti in miši ne moreš loviti cveklet. Pri meni ne moreš se v veži pokakat in mene ne moreš pred vrati počakat. Pri meni ne moreš se skrit pod odejo, ker jaz za odejo imam smreko vejo. In ko bom zvečer utrujen zaspal, bom glavo naslonil na strgan rokav.
Zato pojdi proč, pojdi stran, kajti če boš ostal, boš lačen, premražen in sploh ti bo žal. Šit, a boš šel drugam. Au, pa daj nehaj, no, bedak! Muc, počak! Kaj je no, zdaj bi rad začel pa kar klepetat. Pa ne, da ti znaš govoriti kot ljudje. Ja kaj je no, se ne smem. Ampak saj to ni mogoče. Vse je mogoče, če se le hoče. In če dal se šitvi boš usnjeni škornjo par, ti lahko pomagam, da postaneš kralj. Da bi jaz bil kralj, pa ne me za norca imeti, jaz ne morem postati niti kmet. Sicer se mi pa vse skup samo zdi, kdo je pa že slišal, da maček govori? Vse je mogoče, če se le hoče. Ampak komu pa naj dam se šit? Najboljšem počevljarju, ki se ga da dobiti. Ampak čevljar bo hotel denar. Par mačjih škornjev ni velika stvar, ne more dosti stvar. To je le malo usnja in guma za podplat. Ampak jaz v resnici nimam čisto nič. Preveč božiči stalo bo in sam velič. Reci, da te pošilja tajnik markiza Karabasa, ki sam ni mogel priti, ker ima premalo časa. Da je ta tajnik maček, račun pa poravnal bo, ko se bo prepričal, da so mu škornji prav. No kaj je zdaj, ne stoj kot kip, pojdi k čevljarju. Jaz pa medtem bom ujel par rib. Le bliže, le meni frajerske ščuke, da se spoznamo prek moje kljuke. Le k črvu pogumno sumničavi kleni, pa boste na najlepšem ognju spečeni. Čevljar se je najprej pol ure kruhotal, ko sem mu rekel, da me je k njemu poslal tajnik markiza Karabasa, ki sam ni mogel priti, ker ima premalo časa. Smejal se je tako, da sem mislil, da bo počil, na kar je začel nekaj delati in mi tole izročil. Ojoj, moji škornji! Wow, mjav, mrnjav! Mislim, da mi bodo neverjetno prav! Muc, 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 muc. Ojoj, dober dan! A ste videli mačko, ki je stekla v to stran? Ne, nisem nikoli. Mi mačke smo pregnali, ker to so nemarne, nizkotne živali. Mačka je bosla in surov zrezek je. Mi smo kulturni, ker smo ljudje. Mi pse imamo na verigah in pamet spravljeni v knjigah. Prijemo za žlico in režemo z nožem, nadevati znamo prepelico. Konje znamo peč kočijo, naše volkovi se bojijo. Le redko kdo se nam upre, mi jemo druge, nas nihče. Zadnji červiček po blatu ve, glavne živali smo ljudje. A tako torej, kaj pa ta rep? Ojoj, rep! Rep ima handicap! Sedaj pa te male ribice nama spečem za kosilo, velike pa nesem kralju za darilo. Med potjo pa ujel bom še par prepelic, za kraljico pa natrgal šopek pisanih cvetlic. Človek z izkušnjami, kot jih imam jaz, celo če odmislim aristokratski obraz, že v hipu opazi, da je modre krvi, že kako glavo drži vaša hči. Zato milostljiva prisežem, da bom blažen in srečen in do smrti hvaležen, če mi boste res zaupali hčer, ki vnesla bo moje življenje veselje in mir. Ne vem, če to veste, a to je račun brez krčmarja. Iskrena je, naravna in se nič ne pretvarja. To mi je všeč in če tudi vem, da me zaenkrat odklanja, vsaj upati smem. Zdaj pa se moram žal posloviti, ker imam še nekaj stvari za urediti. Marjetica, olikan človek si ne dovoli takega obnašanja do gostov nikoli. In sprijazni se prosim s tem, kar te čaka. Nikoli ne bom za moža vzela tega bedaka. Z grofom Brdoškom se boš poročila, ker so se midva s tvojo mamo tako domenila.
In tu ni več kaj, poti ni nazaj, red je pač red in ne škoda besed. Namesto, da bi nama rekla hvala, ker so te uglednega ženina izbrala. Kjerkoli sem bila, prav povsod so rekli, da je izredno galanten gospod. Ding dong! Kdo je pa to? O, naše najsvetlejše veličanstvo! O, naš pravični in mogočni kralj! Dovolite mi, prosim, da vam vaš ponižni sluga in moj ponosni gospodar Kadar iz ribnikov poklanjam. Zraven pa še z naših livad, ki obdajajo naš grad, pošiljate svežo lovljeno perjad. O, prepelice, o, te vam pa prav res rad. In za vas, prelesna prva dama, brhka kot cihlama, pa da ne bo obdarovan samo vaš mož, ta skromen šopek naših vrtnih rož. Kako pozorno! Zelo prijazno, res prijetno dobiti kaj kdaj v dar. Ja, takih podarnikov si želi vsak kralj. In kdo tako ponižno in predano misli na nas? Moj gospodar Markis Matija Karabas. Povejte mu, da se mu naša družina najlepše zahvali. To mora biti res odličen mož. Upam, da ga bomo kdaj tudi osebno spoznali in da mi bo še kdaj postavil tak šopek rož. Ja, naj mu ne bo nerodno, še kdaj prinesi tudi kakšno prepelico, tele pa takoj nesim kuharju, da jih očisti in izdal pečico. Marjetica, pridi sem. Se boš ob naravnih lepotah malo pomirila. Poglej, kako lep šopek rož sem dobila. Ne maram ne mrtvih rib, ne mrtvih ptic, ne mrtvih rož. Jedla bom kruh in sir, zdaj mi dajte pa mir. No, jaz se bom pa počasi kar poslovil. No, prosim, seveda. In pridite še, ko bo vaš gospodar spet kaj ulovil. Tako rečeno, tako jaz, kot mož, bova vesela tako prepelic, kako rož. Tako, operacija Kralj Matice je začela. Zelo uspešno in učinkovito se dela. V tvojem imenu sem prinesel rože, ribe in prepelice, tako da si že v svojem srca tako kralja kot kraljice. Zdaj mora le še druga uporna hči vrst za tabo svoje oči. Vrš za mano svoje oči? In zakaj je treba to? Kako pa misliš, da boš kralj, če ne tako, da se boš poročil z njo? Poročil s kraljično? Pa saj to ni mogoče. Vse je mogoče, če se le hoče. Kraljične ne zanimata ne revščina, ne beda in takšnih, kot sem jaz, niti ne pogleda. Mlad si, postavljen, krepak in poguben in za zaljubice glih prav neumen. Res ne vem, zakaj se ti zdi, da ne bi vrgla za tabo svojih oči. Te cunje boš jasno dal dol in boš prav tako kot vsak graščak. Cun je že dol, pa kaj bom dal gor? Nič, za začetek boš nah. Pa ti si nor. In jaz še bolj, ker dovolim, da mi malček ima mišje možgane, govori, da se bo kraljična zagledala vame, če bom pred njo stopil nak. Zaupaj mi, jaz sem vrhunski strokovnjak. In tak, kjer pot dol spusti se do reke, se boš utapljal, da opozoriš nase, brez obleke. Ne vem, zakaj moram z vama vsak teden iti na izlet, ki je vsakokrat beden. Ker to med naše obveznosti spada in je že od nekdaj taka navada. Pa daj mi to navado spremeniti, ker meni se danes res ne da iti. Marjetica, prosi, ne duhoviči in se obleci takoj in pripriči. Presneto in gromska strela, pa saj se še nisi niti oblačiti začela. Oče, kaj če danes ne bi šla, ne počutim se dobro in bi ostala doma. Marjetica, prosim, tudi meni da kakšen četrtek ne ustreza. A ljudje si želijo nas videti v živo, če nas ne bo, se njim lahko zdi sumljivo. Ampak meni ni všeč, toliko ljudi naokrog si bolijo vame, kot da sem njihov bog. Da nisem več slišal takih besed. En je zad, drug je spet, takšne pač red. Čez 5 minut gremo, učija že čaka, če se me oblečeš, greš pač taka. Tečnova. Ne vem, zakaj človek takšne ne more izbrati sam. Ti smrtlja razvajena, da te ni sram. Briga me, če bom kraljica. Sama hočem izbrati moža, in jaz sem lahko gospodarica svojega srca. In če se bom kdaj s kom poročila, se bom zato, ker se bom zaljubila.
Nočem se ponašati namenom. Nočem se roditi z namenom. Sama hočem izbrati način, kako živim. Sama hočem izbrati, s kom želim živeti. Vse bom naredila, da mi bo všeč moj svet. Kukavica. Žolna. Sraka. To žaba kvaka. To volk zavija. To pa je kraljeva kočija. Vrš, ko grmov je skri svojo obleko, potem pa ga mudoma skoči v reko. Stop, človek v vodi, bremzaj, stoj, pomagaj hitro, prepreči takoj. Kaj pa je? Tule zraven do reki nosi utaplja moj gospod. Če bo ne vozil hitro, vrvi ga to kot nesne in ga več ni. Kaj se dogaja? Ja, saj to je oproda gospoda, ki mi je tisti lep šopek poslal. No, to ste mi pa prišli ravno prav. Rada bi namreč, da bi razsadite za tiste rdeče rože. Spomnite, tiste velike. Prinesem vam jih brž, ko bom imel čas, a zdaj se utaplja markizka Rabas. Utaplja? A dajte, no. In kje se utaplja in kako? Tam dol sred reke se drži za skalo. Moči ostalo mu je le še malo. Prosim, res se bodi, dajte mi hitro 5 metrov vrili. Slišiš, Karl? Hitro vrv, sicer bo naš zvesti podložnik umrl. Kijo pa imam, razen če domov pa ne gremo. A ne spada med obvezno dodatno opremo? Meni je žal, ne bi zdaj to vodo, če plavat ni znal. Pa se jih šel v vodu za nalašč, kje pa? Iz zasede planili so na naju 2. Gospodu so vzeli še celo obleko, na kar so mene spustili njega pa zagnali v reko. Presneto, grozljivo, da jih ni sram. Res grozno, lahko bi zgodilo se nam. Te ropare bi bilo treba ujeti, gotovo so pustili nekaj kakšno sled. Če sem bil pogled, da se budi, gospod se utaplja, a ste res brez vrvi. Res nor, da potujemo sami. Od zdaj naprej bo vedno vojska šla z nami. Ne skrbi. Saj veš, da sem izreden v pištoli in sem bil streljen najboljši v šole. Če smem... Pa razi prosim, da ne zadeneš koga od nas. Pa to ni res. Nehajte že nalagati, človeku vodi je treba pomagati. Če pa nimamo s sabo nobene vrvi, potem pa uporabimo vajeti. Če se bodo zmočile in vode napile, se bodo na soncu spet posušile. Zdaj pa hitro dol. Na pomoč! Ste slišali glas? To je zakričal markizka Rabas. Marjetica, ne vem, kaj se gre. Vse za to je oproda, da zna rešiti sam svojega gospoda. Lahko je še zdrsne. Daj, pojdi za njo. O, groza presneto, ja, kaj je pa to? Kaj pa je? Naj me vrag, saj markiz je nag. Marjetica! No, saj že gre. Klara, prinesi iz kočije za markiza moj rezervni kostum, da se obleče, predna ga pozdravim in se poslovim. Ti pa kočijo in da mi ne prijaš naprej, kot bo markiz oblečen in nikar se ne smej. In kam ste to šli, ko so vas napadli roparjem? No, na sprehod. S gospodom sva si šla ogledat svet, ki mu ga je zapustil pokojni ded. Pa dajte nam. O, to je pa lepo. Tukaj je res čudovito. Ja, in zelo lepo diši. Kako je Slavček? Tam na veji sedi. Presneto, srna, prav zares. Zdaj boste videli, kako znam slikati samoples, kajti jaz sem res izreden pištolj in sem bil streljen na najboljši šole. Srna, beži!
Ne vem, kako da ga to tako veseli. Karl, ta je pa res kot otrok. Najraje bi ves čas delal pok. In mi naj začakamo, da ga lovska strast mine. Tu sredi negostoljubne divjine. Grozno nevarno je tukaj zares. Če dovolite, vam pomagam pobijati mrčes. Presneto! Preden me kdo po pomoti ubije, se bom maknila v zavetje kočije. Za tiste rože, pa kot sva se zmenila, mi prinesite sadike. Gospa je očitno slabe olje. Tudi kot dobre ni dasti volje. Občutek imam, da želela bi iti. Meni se ne mudi, saj je ta kraj naravno čuduje. Ampak vseeno imam občutek, da sem jaz tega kriv. A daj, no daj, lepo te prosim, važno je, da si živ. Meni je tako totalno brez veze hoditi s stanjem od leva na pot. Tudi nagrado, te doktora crkne, kamo pogledaš en sam to pohodi. A to stanujete prav nagrado? Ja, kje pa, vprašaš, da bi zlu napadel. Sicer imaš pa najbolj kratki ti, če si markiz. No ja, seveda, samo ni bliz. A res? Ja, prav zares. Ja, ti si pa, da ti je naroden, da si bogat. O, kako rada bi videla ta tvoj grad. Ni problema, gospodiča, če imate čas takoj zdaj, z veseljem povabimo vas. A res? No, vse časa za obisk ne reči. Ko bo fote nazaj, učitelj kot zmaj. In bo treba hiteti, da bo za umret. Tak čudovit gost, v njem zajci, srne, fazane, kaj kot to trapaste železe, mene se totalno postrane. Pazi, da ne zavedeš koga od nas in preobleci se in v reki umisli obraz. Kje imam pa čas, na kočijo? Pa ne morete takega videti ljudje. Ljudje imajo za gled tvojih dveh, kralj pa za lepoto nima razloga. Kralj je zato, da se ga oboga. A ne oči, da bo vrpil s nami, še vsaj ne morem, potem ko je skoraj umrl, peši domov. Daj drugič, obljubim, zdaj se pa nam mudi. Ampak njemu so ukradli konja in ga skoraj utopili. Na kočijo, se bomo med potjo zmenili. Če kralj zamuja zaradi markiza, kdo tega pomisliti, da v državi vlada kriza? Kralj lahko zamudi le zaradi lastnih strasti. To bi lahko bil kraljevski lovski raj, če ta aparatura mi ne bi pokvarila žura. No, zdaj pa še mi dve reciva adijo in greva, ker ljudje nas že videti želijo. Če boš hodil kaj mimo za našo bleščino, poši povrži kamen in če bom kaj zraven, te takoj odprem. Zdaj pa adijo in grem. Za vašo družbo pa najlepša hvala. Me veseli, da sem se spoznala. Oprostite, ker ste imeli toliko šitnosti z mano. Poprizorili ste nam zares pravo dramo. Da ne pozabim, za tiste rože zadnjič najlepša hvala. A rože? No, dajmo, gremo, adijo in dijo. In kaj, če bi kralj slučajno rad videl ta grad, ki ga ima ta slavni markiz Karabas? Kako ti pride na pamet tako trapasta šala? Ne skrbi za grad, grad je iz kamna in stoji, medtem ko se pri kraljičnem čobalu mudi. Bordašček prosi, da bi se s poroko pohitelo, ker ga od maja naprej čaka zelo zahtevno delo, katerega se bo izogival vsaki zabavi, zato želi, da se besede dogodek potem odpravi. Odlično, tudi meni bi bilo všeč, da se čim prej opravi ta reč. Marjetica! S tvojim očetom sva se spogovarjala in sva sklenila, da bi bilo najbolje, če bi bila poroka že aprila. A ja, kakšna poroka, o čem govorite? Marjetica, jaz sem tega že sita. Ne vem, kakšna poroka in zakaj se jeziš. Poroka s klopom, brdaškom, vsaka mačka in miš. In kaj se nas tiče njegova poroka? Marjetica, meni že živčevje poka. Ti se boš poročila z klopom, brdaškom aprila. A ja, kje sem na ta podatek dobila? Prosim, obnašaj se zrelo, dovolj si že velika.
Z Bogorovkom Brdašom se boš poročila brez debate in pika. In zakaj? Kako zakaj? No, vsaka stvar ima svoj vzrok. Poslušaj, jaz sem kralj in ti si moj edini otrok. Ker imam 4 brez moža in nobenega sina, če takih pomrem, razpada kraljevina, ker vlada lahko le kralj. Kar je sicer škandal. Tako je to, ja. Tvojega moža vsa kraljevina potrebuje. Razumem, ampak koliko vem, se široko pravične ponavadi tekmuje. No, to je res. O tem sem že brala. Ampak svet se je vmes spremenil in navada se ni obdržala. Če se ni navada, se ne bo niti kraljevina. Nisem jaz kriva, če nimata sina. Marjetica! Ti smrtla razvanja, da se ti takole preko smo vendar dali čisto vse. Takole bo, pristane na poroko, le če so tekmovalo za mojo roko. Dragi Matija, ne vem, kaj narediti. Imam težave. Moram se poročiti. Če ti je kaj do mene, pridi čez teden dni, ko bom vedela kdaj in kje se tekmovanje zame vrši. Stari hočejo, da se poročim z neko ogabo, jaz pa bi se edino le s tabo. Sicer rajši umrem. Poljubim. Čestitam za odlično predstavo. Hvala. Jaz bi se pa zdaj še rada zahvalila. Tole sceno bomo zdaj kar gor obdržali, smo rekli, ker je tako lepa. Bi se rada zahvalila še drugim 4 dekletom. Včeraj so nas ene popeljali skozi naše predstave, skozi naš program. Danes pa druga 4, če tako rečem lahko. In se bi vam najlepše zahvalila. Pa vsak ima tako za zobe pol prav. Je prav? Hvala. Za tole garniturco je bila učiteljica Alenka. Učiteljica bolj zdravo živi, da boš piš čokolade. Čestitam, hvala so za vso pomoč. Zdaj pa tale naš dan poteka, dan poteka 2 dni. Naše srečanje poteka 2 dni in ves čas je bila tukaj z mano, pa že seveda tudi prej Alenka, pa že včeraj Metka. No, zdaj 2 dni, ves čas pa učiteljica Meri. Za vas pa nekaj cukrazga, ker zdravo ni treba več biti. Pa naš hišnik Tine, jaz moram reči, da smo res v kompletu zdaj šolska zadeva tole spospelali. Nas še prav posebej veseli. Aš pa leto? Pej, Tine, pej. Za njega da malo cukra, da malo zdravo, tako da bo vse, da bo še kdaj prišlo. Evo, počaka, vela?
Zdaj bi se pa rada še zahvalila vsem gledalcem, ki ste hodili te 2 dni k nam. Včeraj so bili vaši sošolci iz nižje stopnje, danes že 4. in 5. razred, zdaj pa vi, zato zaslužite vi en aplavz. Najlepše bi se pa zahvalila tudi našim mladim igralcem iz Razborja. No. Vzeli ste si toliko ogromen časa in meni tudi žal, da si niste mogli kakšne predstave ogledati, ampak ste pa prišli k nam na Bled. Mi smo vas zelo veseli in tudi vseh vaših sopotnikov, ki so gledalci zdaj tudi med nami, tako da oni so ostali že ob 5. zjutraj, če ne že prej, a ne? Ja, že prej. No, tako da zaslužijo tudi ogromno. Ker ste toliko časa potovali, pa tako zgodaj vstali, boste pa naši gostje na podružnici postali. Ja, krasno. Hvala in naslednje leto, če ste za. Ja,